Drage obiskovalke in obiskovalci, prav lepo pozdravljeni na Študijskem centru za narodno spravo. Veseli me, da smo se v takšnem številu zbrali na dnevu odprtih vrat, ki ga sedaj že, lahko rečem, tradicionalno pripravljamo. Za danes smo si zamislili poleg seveda razstave, ki ste si jo lahko ogledali, in pa naših knjig, da nekatera naša dela bolj podrobno predstavimo. In sicer sta z mano sodelavka doktorica Jelka Piškorič in pa kolega doktor Renato Podbersič. Jelka bo predstavila svojo zadnjo monografijo Na robu Ljubljanskega barja. Renato bo spregovoril o naši reviji Dileme, jaz pa bom na koncu predstavil dve monografiji, Med tradicijo in moderno, in pa mojo zadnjo monografijo o jugoslovanstvu. Pa bi mogoče prosil Jelko, da kot prva prebije led in predstavi svojo monografijo, prosim. Najlepša hvala za besedo. Na robu Ljubljanskega barja je monografija, ki se ukvarja z vasjo Ig, zato tudi tak naslov, ker leži na robu Ljubljanskega barja, kot lepo vidite na tej fotografiji. Je pa to en case study, kako se je razvijalo podeželje v času socializma, se pravi čez celotno obdobje socializma se razteza ta monografija in prikazuje vse od državno spremenjenih ukrepov, sprejetih ukrepov takoj po koncu druge svetovne vojne do tega, kako se je vsakdanje življenje spreminjalo. Jaz sem v bistvu s to temo začela ukvarjati v času doktorata, ko sem se z vsakdanjim življenjem v Ljubljani in na podeželskem zaledju ukvarjala in takrat sem ugotovila, da je tega gradiva še ogromno. Na Igu sem pa naletela za to specifično težavo, da na nižjem nivoju upravnih organov v bistvu ni gradiva, ne obstaja ne KLU Ig, ne kasnejše občina, ne krajevne skupnosti, tako da sem mogla iti na višji nivo, se pravi na nivo občin oziroma okrajni ljudski odbor, občinski ljudski odbori, pa pri tem mi je bila tudi dosti v pomoč naša komuna. Glasilo je začelo v 60. letih izdajati, sicer je to pač potrebno določenega branja, ne, ampak dejansko ima ogromno nekih podatkov o razvoju lokalnih skupnosti. Se pravi, kar sem ugotovila na hitro, je, da je v bistvu ta upravna ureditev, ki se je začela razvijati po koncu druge svetovne vojne, je zelo vplivala na razvoj samega kraja. Zakaj? Ker v bistvu Ig je najprej bil samostojen krajevni ljudski odbor, v 50. letih potem najprej nastane občina Ig, ki pa deluje samo 3 leta, in ko se uvede komunalni sistem sredi 50. let, so v bistvu začeli podeželje z mestom združevati in Ig se že takrat priključi najprej občini Rudnik in potem v začetku 60. let se združita Vič in Rudnik v velikansko občino Ljubljana. Vič Rudnik, zakaj je to pomembno za razvoj? Ker v bistvu je odločanje se je premaknilo v Ljubljano, tista majhna sredstva, ki so bila na voljo, so bila pa razpršena na dosti večjo območje. Poleg tega ta občina sicer bila ljubljanska občina, ampak v bistvu je bila podeželska. Samega mestnega dela je bilo izjemno malo, Vič je še nekako bil razvit, sam Rudnik je bil že predmestje Ljubljane in potem eno ogromno podeželsko zaledje, ki je bilo slabo razvito, ki tudi ni imelo nekih možnosti za razvoj, tudi zaradi lege. Ljubljansko barje je na velikem delu površine, pa potem hribovito zaledje. In ta občina ostane potem taka do leta 94, ko nastanejo nove občine. Drugo, kar je vplivalo na razvoj, so pa v bistvu povojni odvzemi premoženja. Na tej osnovi namreč nastanejo potem nove gospodarske osnove, ki so se začele razvijati. Večinoma je šlo to za podjetja krajevnega pomena, eno je bilo pa malo večje, je bilo pa okrajnega pomena.
V bistvu pa spremljamo skozi celo knjigo potem, kako se ta vas spreminja iz čisto podeželskega okolja v neko primestno naselje. Že v 70. letih se to začne poznati, sploh pa potem v 80. letih, ko je čedalje bolj spalno naselje za Ljubljano, kraj se začne večati. Kar je pa mi bilo tudi zanimivo, kako hitro se je ta kmečka družba, ki se je v preteklih stoletjih zelo počasi spreminjala, se je pa v tem srednje dolgem obdobju, tudi malo manj kot 50 let, je bila deležna nekaterih korenitih sprememb. Se pravi, gospodarske strukture sem že omenila. Opuščati se je začelo kmetijstvo, seveda zaradi neugodne kmetijske politike, so ljudje tudi iskali čedalje bolj zaposlitev v neagrarnih dejavnostih. In s tem, ko so dobili zaposlitev v neagrarnih dejavnostih, je pa začel njihov življenjski standard počasi se dvigovati in potem vidimo od druge polovice 60. let, zlasti pa v 70. letih, modernizacijo, čeprav moramo reči, da ta modernizacija je izjemno počasna na podeželju. Ig je bil relativno velik kraj podeželskega zaledja, če bi šli še v manjše kraje, bi bila ta modernizacija še počasnejša. Je pa zelo hitro rastel, se pravi, tukaj imam en graf, kako narašča število prebivalstva, zlasti v 80. letih, to je potem tudi na račun priseljevanja, ne. Od 70. let naprej imamo v bistvu ne samo prostorsko mobilnost, ker ljudje so iskali zaposlitev večinoma v Ljubljani, z motorizacijo se to ni bil več tak problem, ampak tudi družbena mobilnost je večja, če so prej potrebovali se recimo izseliti v druge kraje ali pa čez ocean, da so lahko napredovali, to zdaj lahko doživijo doma nek socialni napredek na socialni lestvici. Kar je pa še ena velika značilnost, je pa zaradi te hitre rasti je potreba po infrastrukturi čedalje večja, ampak bolj ko napredujemo v socializmu, težje je bila ta infrastruktura dosegljiva oziroma več so morali ljudje sami prispevati. Zdaj na podeželju so se samo prispevki začeli v bistvu že takoj po koncu vojne v 40. letih, potem v 60., 70. letih pa to preraste v en tak mehanizem, brez katerega niso mogli nič zgraditi, v bistvu vsak kilometer ceste, ki je bil asfaltiran, vse šole, ki so bile vrtci, vse to je šlo s pomočjo samoprispevka. Urbanistični razvoj je bil tudi počasen, predvsem zaradi tega, ker ni bilo nekih prostorskih načrtov, pa tudi potem, ko so bili narejeni, se je kraj tako hitro širil, da so mogli urbanistične načrte prilagajati, tako da se je potem v 80. letih nastajajo večje soseske in tudi prvo blokovsko naselje na Igu, ki pa čisto ni spadalo v to okolje. Da, to je na kratko. Je pa res to kot delano kot nek case study, kako se je podeželje v času socializma razvijalo, kakšne so bile težave, s katerimi so se ljudje srečevali. Probam se pa dotakniti vsega od vseh pod politično naravnanih ukrepov, pa potem do čisto vsakdanjega življenja. Hvala, Jelka, za predstavitev. Sem prepričan, da bo knjiga služila tudi kot zgled za kakšne druge case studije, ne, in za primerjave. Predajam besedo Renatu Podbersiču, uredniku revije Dileme, da nam predstavi zadnjo številko in tudi še kaj mogoče bolj splošnega v sami reviji. Ja, hvala za besedo. Revija Dileme že od 2017 stopa pred slovenske in tudi druge bralce z vprašanji iz sodobne slovenske zgodovine. Revijo izdaja Študijski center za narodno spravo, načeloma izhaja 2-krat na leto, torej nekje junija, ob koncu junija za prvo polovico leta in koncu decembra za drugo polovico leta. Je
uveljavljena revija z vpisom tudi v mednarodno zbirko podatkov Scopus, z razvejanim uredniškim odborom, tako sodelavcev nekaterih študijskega centra za narodno spravo, kot tudi uveljavljenih domačih in tujih zgodovinarjev, naj si bo iz bližnjih držav, kot je Hrvaška in pa Italija, kot tudi malo dlje, torej Češka, Slovaška, Srbija, Velika Britanija. Skratka, revija poskuša odgovarjati res na zanimive izzive, na podlagi arhivskih virov, na podlagi literature, na podlagi ustnih pričevanj in trudimo se v uredniškem odboru, da vedno nekaj novega ponudimo. Tokratna številka je izšla, in to 8. letnika je izšla ob koncu decembra 2025. Prinaša ustaljeni format 6 znanstvenih člankov, poročilo s konference v Trstu in pa 2 recenzij. Revija sama je dejansko bila predstavljena na spletnih straneh, tokrat je prvič predstavljena v javnosti. Avtorji prihajajo iz različnih institucij, tako iz Slovenije kot tudi iz Hrvaške. Prvi prispevek je prispeval dr. Stipica Grgić, sodelavec Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba, ki se je ukvarjal z mejnimi vprašanji razmejitve Dravske in Savske banovine, torej današnje slovensko-hrvaške meje, na podlagi arhivskih virov, na podlagi literature in kako je ta razmejitev vplivala tudi na poznejšo razmejitev med Slovenijo in Hrvaško. Kolegica Mirjam Dujo Jurjočič je napisala prispevek o povojnih izvensodnih pobojih, pravzaprav predstavila je to pereče vprašanje naše polpretekle zgodovine skozi spomine 7 žensk iz občine Loška dolina, ki so se ob koncu druge svetovne vojne maja 1945 umaknile iz Slovenije na Koroško, bile potem vrnjene in pa seveda doživele kalvarijo povojnih taborišč. Kolega dr. Hrvoje Čapo iz Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba je pripravil imeniten prispevek o slovenskih deželah v dokumentih ameriškega predstavnika pri Svetem sedežu, zlasti v letih 1944-1945. To ni prispevek, ki bi samo deskribiral cerkveno, politično zgodovino, ampak prinaša en širši vpogled v mednarodno dogajanje povezavi s Slovenijo, slovenskimi deželami ob koncu druge svetovne vojne. Četrti prispevek, ki je morda meni osebno čisto subjektivno najljubši, sta pripravila takrat še doktorski študent, danes že doktor Rok Bratina in pa profesor Andrej Raspor z Univerze za poslovne in komercialne vede v Celju. In sicer sta pisala o zlorabi dirke po Italiji v politične namene. Govorita o primeru Pieris iz junija 1946, ko je dejansko Giro d'Italia, znamenita dirka, ki že od 1909 povezuje različne italijanske pokrajine in dežele in mesta, zavila tudi v italijanski severovzhod, v prostor, ki je dejansko bil takrat še politično diskutabilen zaradi razmejevanja med tedanjo Jugoslavijo in Italijo in je bila s strani levičarsko ali pa komunistično skrajno usmerjenih privržencev nasilno ustavljena v kraju Pieris v vzhodni Furlaniji. Avtorja sta to obdelala na podlagi virov, predvsem pa časopisnih virov in spominske literature in pripravila za bralca izredno zanimiv prispevek, ki ga velja vzeti podrobneje v roke. Kolega profesor Anton Arko iz Šolskega muzeja Slovenije je pripravil analizo slovenskih beril za prvi razred osnovne šole v obdobju socialistične Jugoslavije in sicer je pogledal, kako se je skozi ta desetletja spreminjala voditeljeva podoba, torej predvsem podoba Josipa Broza Tita v tistem času. In za konec, dr. Jelka Piškorič, sodelavka Študijskega centra za narodno spravo, je pripravila pogled na 80. leta, kako se je v tistih turbulentnih časih spremembe režima, demokratizacije, osamosvajanja spreminjal naš odnos do okolja, torej kako so nova družbena gibanja zavzemala stališča do okoljskih vprašanj na podlagi virov, na podlagi literature in pa tudi osebnih vprašanj. Kot je bilo že omenjeno,
je dejansko vključena tudi poročila s konference, in sicer smo pripravili pogled na konferenco, ki je potekala v Trstu v začetku oktobra lansko leto o 50. obletnici podpisa Ohlskih sporazumov leta 1975, potem pa še 2 recenziji knjig, ki sta jih prispevala kolega iz Maribora, dr. Tomaž Kladnik in dr. Aleš Maver. Torej, to je bila drugi letnik oziroma druga številka 8. letnika revije Dileme. Pred bralca bodo pa čez dober mesec stopili že članki in prispevki iz 9. številke prve številke 9. letnika, ki je v zaključni redakciji. Hvala lepa, Renato. Kot sem napovedal, sam bom predstavil 2 monografiji, ki sta, smo rekli, barvno usklajene. To ne iz toliko razloga, da imam prste vmes pri obeh, kakor zaradi tega, ker imata podobno tematiko, namreč obe monografiji se ukvarjata z nacionalnim vprašanjem. Začel bi mogoče z tole monografijo Med tradicijo in modernost, slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje. Zdaj, posebnost te knjige je, da se lahko prelevi tudi v cvet, če ga takole obrnemo, dobimo v bistvu slovenski nagelj, ne. Tako da, če ste v dvomih, komu podariti knjigo ali rožo, lahko s to monografijo to storite oboje, ne. To je njena prednost. Vsebinsko je pa zadeva takole, uredil sem jo jaz v souredništvu z kolegico Mirjam Dujo Jurjevčič, in sicer gre za rezultat 3-letnega projekta z istoimenskim naslovom, ki ga je financirala Agencija Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Zdaj, monografija prinaša nekaj poglavij, se pravi izbranih katoliških intelektualcev. Lahko povem, da posebnost je ta, da smo si v projektni skupini izbrali ne klasično stoletje, ne, se pravi dolgo 19. ali kratko 20., ampak je posebnost periodizacije, se pravi od 1848 do 1948. Zakaj? Zaradi tega, ker 1848 z pomladjo narodov predstavlja vrhunec meščanstva, pa tudi na nek način moči katoliške cerkve, medtem ko 1948 pomeni najnižjo točko za oba subjekta, se pravi z dokončnim prevzemom oblasti strani komunistov v širši vzhodni, srednji oziroma jugovzhodni Evropi. Fokusirali smo se na tako imenovane 3 stebre raziskovanja, to je, se pravi, študija nacionalizmov, teologija in pa intelektualna zgodovina. Zdaj, kakšna so bila izhodišča pri raziskovanju, nekako predstavljam sam kot vodja projekta v prvem poglavju, potem si pa kronološko sledijo poglavja, in sicer Aleš Maver je pisal o Božidarju Rajiću kot nekako začetniku vzhodnoštajerskega toka v slovenskem katolištvu. Ivo Kerže se je posvetil vprašanju Mahničeve politične filozofije. Tamara Grisel Pečar je prispevala poglavje o Lambertu Ehrlichu in ideji za združeno Slovenijo. Naša mlada raziskovalka Špela Chomicki se je ukvarjala z Matijo Slavičem. Igor Grdina je napisal poglavje, ki je v samem bistvu sicer posvečeno Franu Kovačiču in pa Francetu Webru, v širšem pa se ukvarja, v bistvu se osredotoča tako na ljubljansko kot na lavantinsko škofijo in pa ukvarja tudi v bistvu, kaj je bila, bi rekel, posebnost katoliških intelektualcev okoli tako imenovanega Napotnikovega kroga, in potem to primerja z razmerami v Ljubljani. Kolega Simon Malmenval je napisal poglavje o Francu Grivcu skozi prizmo zgodovine naroda in pa religije v njegovih delih. Sodelavec Matic Batič je prispeval poglavje o Virgilu Ščeku.
Matjaž Ambrožič iz Teološke fakultete o patru Antonu Prešernu, ki je deloval v Rimu, in pa za konec še poglavje kolegice in sodelavke Pavline Bobič o Francetu Dolinarju, ki je deloval v emigraciji. Tako da smo skozi izbrane primere nekako zaobjeli vse, se pravi matico, zamejstvo, emigracijo, zato da bi, se pravi, ne samo kronološko, ampak tudi geografsko dobili najrazličnejše perspektive na temo nacionalnega vprašanja. Nekako tista glavna rdeča nit pri raziskovanju je pa bila ta, ali so glede na narodnostne razmere, ki so bile zelo pestre in pač različne glede na to, ker so posamezniki delovali od Prekmurja do Koroške ali pa v zamejstvu, pa kasneje v emigraciji, ali so ti intelektualci, ki so vsi bili duhovniki, v nekem trenutku zaradi narodnostnih razmer morali dati celo prednost delu za narodov blagor, oziroma da so morali več svojega časa in truda posvečati narodnemu vprašanju, kot pa dejansko njihovemu osnovnemu poslanstvu, se pravi duhovništvu. Potem imamo še mogoče še povem, da je, se pravi, monografija je izšla v sodelovanju z založbo Družina in pa študijskim centrom. Potem pa za konec še moja monografija Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi, ki jo je izdala Celjska Mohorjeva družba v sodelovanju z Mohorjevo Celovec in pa Goriško Mohorjevo družbo. Gre za monografijo, ki se ukvarja z jugoslovanstvom kot konceptom, ki se spreminja ves čas od 19. stoletja pa nekje do 70. let prejšnjega stoletja. Glavni raziskovalni fokus je sicer na letih med 45 in pa 71. Kaj bi izpostavil kot noviteto pri tej monografiji je ta, da na nek način prikazuje komunistično partijo Jugoslavije in njen odnos do nacionalnega. Kot posebnost, če se osredotočim mogoče za obdobje pred letom 45, izpostavljam dve zadevi. Ena je odziv slovenskih intelektualcev na integralno jugoslovanstvo v 30-ih, kjer, se pravi, kralj Aleksandar Karađorđević narodnostno vprašanje tako rekoč s prevzemom oblasti izbriše iz dnevne politike, vendar slovenski intelektualci, ki objavljajo svoje monografije pri Slovenski matici, v svojih naslovih to še kako izražajo. Se pravi, od 30-ih izidejo sila pomembna dela, od slovenskega knjižnega jezika do slovenske zgodovine, geografija Slovenije in tako naprej. V vseh naslovih je vedno Slovenija, Slovenec. Se pravi, da se ne pozabi, da smo tukaj in da tukaj bomo. Druga posebno se mi zdi, da nekako skušam prikazati, da ta nastanek Slovenske komunistične partije in pa Hrvaške komunistične partije v drugi polovici 30-ih ni nobeno naključje, ampak gre roko v roki z, se pravi, preusmeritvijo navodil Kominterne vsem komunističnim partijam, da za potrebe priti na oblast je potrebno govoriti tako imenovani jezik naroda. Se pravi, predstavljati si, da bi slovenski komunist agitiral slovenskega človeka s tem, da bi zastopil v imenu jugoslovanske komunistične partije, seveda bilo nemogoče. In v bistvu nekako potem prikazujem, da tudi ni nobeno naključje, da komunisti ta jezik prevzamejo, ga na nek način zlorabijo, predvsem kar se tiče nacionalnih čustev, se pravi brigade partizanske, ki so poimenovane po velikanih slovenskega kulturnega ustvarjanja, ni nič drugače, kot je v drugih komunističnih primerih, kjer so na primer komunistični radiji na Madžarskem nosi ime po Košutu, v Bolgariji po njihovem narodnem
junakov poljskem po njihovem in tako naprej. Se pravi, reinterpretacija zgodovine, da je vse prišlo do tega trenutka, kjer so se zdaj komunisti postavili ne samo kot avantgarda delavskega razreda, ampak dejansko kot naroda, kot takšnega. To se mi zdi zelo pomembno za to obdobje. Potem pa prikazujem, se pravi, razmere po letu 1945, kjer komunistična partija sledi tako imenovanim 3 fazam gradnje socialistične nacije. Se pravi, prva faza je, da bi med narodi izginili vsi antagonizmi, kar je partija verjela, da je dosegla z prevzemom oblasti in z izvedbo socialistične revolucije. Druga faza govori o tem, da bi vsi narodi prišli na isto stopnjo razvoja, kar je razumljeno tako v političnem, kulturnem kot ekonomskem smislu. In zato v bistvu po letu 1945 se začne politika, se pravi po eni strani redistribuiranja kapitala iz severa v manj razvite. Potem se vidi, se pravi, na primeru Slovenije, da nastane, se pravi, narodna univerzitetna knjižnica, da nastane SAZU, ki ima v nazivu slovenski, sicer nastane že prej, ampak tega ni. Se pravi, gradijo se narodne inštitucije, seveda to je najbolj vidno sicer na makedonskem primeru, ki se nekako razlikuje v tej zgodbi zaradi zapletenih razmer napram Grkom in pa Bolgarom. No, in potem tretja faza pa govori o tem, da ko bi vsi narodi prišli do istega razvoja ali pa iste stopnje razvoja, bi potem ne sledilo prostovoljno, v narekovajih, zlitje narodov, kar se že v teh prvih letih kaže z vzpostavitvijo vseh nacionalnih jugoslovanskih inštitucij. Potem pa seveda z tem sporom Tito-Stalin leta 1948 v bistvu ta nacionalna gradnja pridobi zelo močan pospešek. Namreč partija je nujno morala ljudem obrazložiti, zakaj morajo ostati zvesti komunistični partiji Jugoslavije in ne Stalinu. Tako da od 1948 pa do začetka 50-ih je mnogo primerov, govorov Tita, Kardelja, Milovana Đilasa, se pravi vseh vodilnih partijskih funkcionarjev, ki govorijo o tej tezi zlitja narodov. In pa potem v 50-ih se tudi spreminja v bistvu sistem v skladu s tem, se pravi, sprejet je nov ustavni zakon leta 1953, ki iz nosilcev suverenosti, ki so bili narodi leta 1946, postanejo to delavske množice. Potem Kardelj, ko predstavlja ta zakon, pove, da gradijo družbo, v kateri v prihodnosti bosta jezik in kultura sekundarnega pomena. In potem imamo tukaj še različne primere, se pravi Novosadski dogovor leta 1954, ki združi, se pravi, srbščino in pa hrvaščino v en jezik, do debate leta 1956 o tako imenovanem jugoslovanskem kriteriju v kulturi, do komunalnega sistema, in pa potem to nekako traja tam do te znamenite debate Ćosić-Špirjevec. Se pravi, to poimenujem z nekim lastnim konceptom, mehek način nacionalne gradnje, ki poteka v 50-ih do začetka 60-ih. Potem partija zavestno to idejo opusti. Težava nastane, da za sabo ta projekt mehke nacionalne gradnje pusti več kot 200,000 prebivalcev, ki sebe identificirajo kot Jugoslovani v nacionalnem smislu, da so to ljudje, ki tudi so se pripravljeni boriti za svoje nacionalne pravice, tako da ves čas objavljajo v medijih protestna pisma, pišejo o Titu, pišejo o CK-ju in tako naprej. No, potem pa to sovpada tudi z sporom znotraj partije, se pravi ta razmerja med tako imenovanimi centralisti in reformisti, pri katerih prvo zgleda sicer, da bodo centralisti zmagali z Aleksandrom Rankovićem na čelu, ampak na koncu nekako reformisti s Kardeljem izidejo iz tega kot zmagovalci in bi rekel, da je ena res glavnih
Posebnost te monografije je v bistvu tudi interpretacija Kardeljevega delovanja v 50-ih v bistvu kot velikega Jugoslovana in da šele potem, ko pride do tega spora in pa tako imenovanega poskusa likvidacije Kardelja, da se Kardelj v bistvu politično preusmeri v to, da zdaj zagovarja pravice republik, kar potem poskrbi tudi z novo ustavo leta 63. Da ne bom predolg, v drugi polovici 60-ih prikažem potem, da nastane neke vrste vakuum. Se pravi, partija reformulira, kaj jugoslovanstvo je, ki naenkrat nima nobene etnične konotacije, niso pa več pomembni odnosi med južnimi Slovani, ampak dejansko kar združuje ljudi pod jugoslovanstvom so skupni socialistični interesi v prihodnosti in pa samoupravni sistem. Tako da predstavim tezo, da v bistvu živita dva jugoslovanstva, se pravi dva pomena pod eno besedo. Eno je nacionalno, ki živi med temi, ki se identificirajo kot Jugoslovani v nacionalnem smislu, drugo je pa ta državna identiteta, ki jo propagira partija. No in nastane neke vrste vakuum, ki se potem razvije v to, da nastane, ali pa bi rekel, se začnejo narodni preporodi pod socializmom. 60-ta, posebej druga polovica 60-ih, so, bi rekel, začetki v vseh republikah, se pravi, v Sloveniji sicer malo prej, no, že z Čosič Pirjevec debato, je to potem desetletje v bistvu zelo plodovitih intelektualnih diskusij o narodu kot takem, kaj sploh je in kako ga razumeti, o slovenski zgodovini, o slovenskih kulturnikih, o Cankarju, o Prešernu in tako naprej. Potem v Črni gori se začnejo debate o tem, kakšna je črnogorska kultura, kako se razlikuje od srbske, ali obstaja poseben črnogorski dialekt, ki je pač grajen v okolici Cetinja in kako se razlikuje spet od srbskega. V Srbiji se to kaže, se pravi, z vzponom tako imenovanih liberalov in pa s tem, da se nekako odzivajo na dogajanje tako v Črni gori kot v Bosni in Hercegovini, ker so muslimani priznani kot narod leta 68, in pa seveda tisti najbolj obdelan primer v monografiji je pa seveda Maspok oziroma Hrvaška pomlad, ki jo se mi zdi, da tudi dosti inovativno predstavimo v bistvu kot primer sprave med partijo in pa nacionalnimi intelektualci. Bi rekel, pač partijci so potrebovali masovno podporo za njihov, bi rekel, gospodarski ali pa ekonomski program, medtem ko so ti nacionalno usmerjeni intelektualci sebe razumeli kot zapostavljene pod Bakaričem in so isto iskali nekako podporo, se pravi, za ponovno uveljavitev hrvaškega knjižnega jezika in tako naprej. Konča se z poglavjem o popisu prebivalstva leta 1971. V raziskovalnem smislu, zaradi tega, ker je to popis prebivalstva, ki dejansko pokaže, da je v Jugoslaviji obstajala določena, kontrolirana sicer javna sfera, namreč spreminjanje kategorij v popisih prebivalstva pripelje do tega, da partija potem kategorijo Jugoslovan nacionalno neopredeljen spremeni samo v Jugoslovan in sicer na množičen pritisk teh Jugoslovanov v medijih in pa na podlagi pisem, ki so jih pošiljali predvsem predsedniku republike Josipu Brozu Titu. In mogoče še ena posebnost te monografije je, se pravi, raziskoval sem na tako imenovanih 3 ravneh, od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, se pravi, kako partija ustvarja politiko do nacionalnega, kako se ljudje odzivajo na to, in potem sem dal neko vmesno plast, ki pa prikazuje, se pravi, v začetku 60-ih v Jugoslaviji nastane raziskovalno polje mednacionalnih odnosov, kjer prednjači Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani in pa Institut društvenih nauk v Beogradu. Tako da dobršen del monografije se ukvarja v bistvu tudi s tem, na nek način, kako to raziskovalno polje nastane, kako partija pridobiva, bi rekel, znanstveno utemeljene informacije
o tem, kaj se dogaja z politiko do nacionalnega, in pa po drugi strani pokaže tudi antagonizem med obema inštitucijama, namreč INV kot republiška ustanova je seveda, bi rekel, nasprotovala ideji zlitja narodov in pa jugoslovanstvu, medtem ko je IDEN v Beogradu bil zvezna inštitucija, ki je tudi potem, ko je partija to opustila, še vedno v svojih delih nekako so namigovali na te zaključke zlitja narodov. Zdaj sem najverjetneje bil predolg, če pa za vas nisem bil predolg, je pa 3. junija ob 18. uri predstavitev te monografije v Celju v Muzeju novejše zgodovine, kamor ste tudi prav lepo vabljeni. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne, se vam prav lepo zahvaljujem za obisk. Hvala tudi obema nastopajočima. Spremljate naša socialna omrežja, našo spletno stran za vse prihajajoče dogodke. Hvala lepa.